Lep pozdrav iz studia Idrijskih novic. Idrija je že vrsto let znana po odličnih voznikih relija in seveda tudi po organizaciji Idrijskega relija, ki je trenutno med še aktivnimi reliji v Sloveniji, relij z drugo najdaljšo tradicijo, več izvedb ima le velenjski relij. Za izvedbo posameznega relija je potrebno veliko število športnih funkcionarjev, vsak relij pa ima tudi direktorja dirke in to vlogo na številnih relijih v Sloveniji že vrsto let opravlja Simon Permozer, gost današnjega športnega pogovora. Lepo pozdravljeni v našem studiu. Lepo pozdravljeni. Kdaj ste se prvič srečali z reljem oziroma kdo vas je navdušil za avtošport? Zdaj, verjetno tako, bom rekel, vsakega navdušenca je navdušil iz ožjega kroga družine. Ne. Mene je v bistvu pokojni oče peljal gledati to prvi relij, ko se spomnim, da sem šel gledati. Je bil v bistvu relij Saturno z gospodo Halita, in točno Kirha. Me pa peljal v bistvu gledati nočni brzinc Umrzla rupa in od takrat naprej, bom rekel, je v meni ta želja tlila, da bi pač ali se ukvarjal s tem ali pa pač nekaj na ta tema delal. Ne. Ampak v tistih letih najbolj ste bolj razmišljali o tem, da bi sedli za volan oziroma na sovozniški sedež. Ja, vsekakor, ne, se takrat, ko gledaš pač relije, ne, si vsak misli, da bi lahko tudi on sodeloval po vozu, boljš kot marsikajšen, ki tam sodeluje, ampak z leti je pač v bistvu ostalo pri tem, kar delam zdaj. Ne. Kako je pa prišlo do tega, da ste se začeli ukvarjati s sodelovanjem na dirki v vlogi organizator, najprej kot športni funkcionar, kot sodnik, kasneje, kot so rekli že, ste prišli vse do tega, da ste na večini reljev v Sloveniji že direktor? Ja, v bistvu to je tako, malo sem imel mogoče tudi srečo v življenju. No. Za sošolce v srednji šoli sem dobil v bistvu brata od sovoznika, od Darkota Pelhana, Johorja Kacena, in prek njega nekako sem v bistvu prišel malo najprej v stik, bom rekel, malo bližji do dirkačev, ne. Potem pa se je v bistvu formiral klub v Idriji, MP Racing takrat, in pač ni bilo treba dvakrat reči, da sem se včlanil njega kot športni funkcionar. Ne. Se pravi, za vami je že kar dolgoletna pot na tem področju. Kdaj se je začela ta, če se tako izrazim, funkcionarska pot v avtošportu za vas? V bistvu začela prva dirka, da sem jo delal v bistvu kot športni funkcionar, je bil v bistvu zimski avtošov Planec. Ne. Prvi zimski avtošov Planec. Takrat nas je v bistvu Miran Kacin, je bil takrat, bom rekel, bolj glavn glede, kar se tiče športnih funkcionarjev, in nas je pač takrat nabral. Ne. Zdaj nabral je pa, bom rekel, svojega brata, pa par prijateljev njegovih, ne, pa še par drugih, bom rekel, zanesenjakov, in smo takrat v bistvu to prvo dirko delali, pa -20 stopinjah, če se ne motim. Pa vas to ne odvrnil, da bi... Ne, nasprotno, mislim, to so bili takrat, bom rekel, res eni taki začetki, ki, bom rekel, se skališ, ne, da v bistvu vidiš, da ni pač sam lepo, ampak da je tudi malo težko, ampak če s testo greš, na konci pa v bistvu sploh je s temi funkcionarji, ko pol skupaj delaš, bom rekel, rataš malo, se na drug način povežeš. Ne. Zdaj, naziv direktor dirke se šli zelo tako nekaj sanjskega, ampak najbrž to, ko sama dirka poteka, sami dojemate malce drugače. Mislim, naziv je že, ne, pač direktor, ja, ne, zdaj reč bi direktor, ki je druga kot dirke, ampak, ok, malo šal. Ja, je, bom rekel, določena odgovornost, no, za ta funkcija, ne. Zdaj, to ni, bom rekel, funkcija, ki bi prinesla najkukih denarja, prinese pa, bom rekel, zadovoljstvo, pa tudi, bom rekel, določen del skrbi pa stresa za sabo. Ne. Najbolj zato, ker tukaj govorimo o, bom rekel, širokem področju, kjer reliji potekajo, ogromno cest je zaprtih, in dejansko se ne da poskrbeti za 100% nadzor, predvsem nad gledalci, pa tudi nad varnostjo nastopajočih. Relij je v bistvu res en tak, bom rekel, specifičen avtomotošport. Gledalci imajo v bistvu relativno dostopne do tekmovalnih vozil, do same tekmovalne proge. Ne. Zdaj to v bistvu poteka, bom rekel, po naravnem terenu. Ne. To ni v bistvu neka umetna proga, kot so krožne dirke. Tudi gorske, na primer, so, bom rekel, veliko bolj skoncentrirane na majhno področje. Tukaj pa v bistvu imaš področje, ki se razteza na 100 kilometrih, recimo. Ne. In jaz kot direktor dirke pač sedim v uradu relija,
in v bistvu nadziram dirko, bom rekel, preko UKV postaj, preko GPS-ov in je zelo, bom rekel, težko, bom rekel, ustvariti take pogoje, da boš rekel, zdaj si pa 100% siguren, da se ne bo nič naredil. Ne. Zdaj, če dam, naprimer, mogoče sem za primer, ne, pač če vzamem zadnji Rally Idrija, ne, ogromno, bom rekel, enih priprav, ogromno redarjev, ogromno ograj, ne, ampak še zmeraj, naprimer, se nam je zgodilo med dirko, da je v bistvu na progu stekel pes, za pesem otrok in sekunda do katastrofe je to lahko, ne. Se pravi, kljub vsem pripravam na posamezne rally, se zgodi marsikaj nepredvidenega. Pa mi povejte, recimo tekmovalci, gledalci vidimo samo tisti dan, 2 ali pa 3, koliko sam rally poteka, ampak priprave so najbrž precej dolgotrajnejše. Ja, v bistvu zdaj, tako bom rekel, ne, zdaj sam rally, ne, izvedel, pa organizacijo lahko razdelimo na 2 dela, ne. Eden je, bom rekel, ta tehnični del, ki ga, bom rekel, na veliki večini dirko pravljam jaz, ta drugi del pa ta organizacijski, ne. In zdaj v bistvu že sam organizacijski del se začne že par mesecev prej, ne, treba dobiti vsa dovoljenja in tak naprej. Z moje strani je pa treba v bistvu pripraviti varnostni načrt pa pravilnike, ne. In to v bistvu traja mesec, 2 najmanj, no, da se zadeva skupaj spravi. Tukaj je treba v bistvu iti večkrat čez brzince, poslikati situacije, zamisliti, kako se bo tam varovanje izvajalo, tako da v bistvu je v to delo vloženo kar veliko ur, no. Si kdaj tudi sami kakšen rally ogledate kot gledalec, brez kakršnekoli funkcije? V bistvu ne, no. Ne, že par let ne. Zakaj sem želel to vprašati? Ker bi zanimalo me, kako kot gledalec spremljate tekmovanja, ste pozorni na to, kako se ostali obnašajo ali pa mogoče na neke pomanjkljivosti? V bistvu ogledal sem si prvi rally za Hrvaško, za svetovno prvenstvo na Hrvaškem. Takrat v bistvu nisem bil v nobeni funkciji in sem si šel pač en brzinc ogledati, ker sem imel lih čas. Ne. In moram reči, da sem imel kar male, ne, če lahko rečem temu, profesionalne hibe. Ne. Bom rekel, prvih 6 avtov sem pogledal, ko so bili v RC, pa sem pa že začel gledati, kje ljudi stoje, pa ki blizu hudje, pa ki so postavljeni in tak naprej. Ne. Pa gledati, no vem, kaj so delali. Bom rekel, predozela, so kaj opozarjali, nisa, v bistvu začel sem malo gledati, bom rekel, bolj tisto okolje kot sama dirka. Ne. Zdaj, ko ste že omenili rally svetovnega prvenstva na Hrvaškem, kasneje ste tudi sam postali del ekipe, ki skrbi za izvedbo. V lanski izvedbi ste bili zadolženi za stike s tekmovalci. Kako je to, kaj je to vam pomenilo biti del organizacije rallija najvišje ravni? Ja, v bistvu to je sigurno ena, bom rekel, zelo pomembna pa dobra izkušnja. V bistvu zdaj pri sami organizaciji, bom rekel, nisem sodeloval, sem pa sodeloval pol v bistvu kot oseba za stike s tekmovalci, tukaj si v bistvu bolj upleten med vodstvo dirke in tekmovalce. Je pa tu, bom rekel, lahko sem od znotraj spoznal, kva pomen v bistvu ena taka prireditev oziroma organizacija take prireditve, kot je rally za svetovno prvenstvo, ne. Pa je veliko razlik v primerjavi z rally nacionalnih prvenstev, predvsem glede varnosti, me zanima. V bistvu niti ne, no. So določene specifike, vsekakor, pač sploh tiste, ki so vezane, bom rekel, na neko tehnično plat rallija, ne znam, od spremljanja, naprimer GPS-i so drugačni kot pri nas. Če pogovorimo, bom rekel, o sami postavitvi, no vem, varnosti, kako se naprimer brzin zavaruje, je pa v bistvu popolnoma nič drugače kot pri nas. Z enega vidika mogoče tudi zato, ker recimo en cel brzinc ali pa hitrostno preizkušnjo na ralliju v bistvu postavijo naši slovenski športni funkcionarji, ne. In izkušnje, ki so jih recimo dobili pri nas, pa ki so jih v bistvu pol prenesli tja na svetovno prvenstvo, praktično ni, bom rekel, kaj zelo veliko drugačne. Uporabljajo se v bistvu ista sredstva, trakovi, table, prepovedano za gledalce, kar je mogoče, naprimer, več je
tam pride sigurno več ljudi na en brzinc, kot recimo na en reli državnega prvenstva. In zato moraš imeti tudi več ljudi, ne več redarjev. Kar se pa tiče športnih funkcionarjev, je pa v bistvu FIA standard, na koliko kilometrov mora biti športni funkcionarji z radioveza, in to je v bistvu isto pri njih, ali pa bom rekel na reliju za svetovno prvenstvo, ali pa na reliju za državno prvenstvo. Je pa tudi na relih državnih prvenstev znano, kje so tiste odseki, kjer se zbere največ gledalcev. Glede na to, da boste letos direktor kar 5 od 7 relijev državnega prvenstva, se za take mesta kaj posebej že vnaprej dogovarjate, kako se bo tam izvajalo varovanje? Ja, v bistvu to je vse opisano v varnostnem načrtu, ne. Zdaj, pač določene izkušnje moraš imeti, ko se ti peleš po brzincu, da veš, kjer odsek bo recimo atraktiven, kje so možni dostopi, in pol v bistvu to potem preučiš, ne, koliko ljudi boš tam rabil, kakšna varovalna sredstva, ne vem, od ograj, trakov, zaporne late in tak naprej boš tam potreboval. Tu se v bistvu vse spesni noter v varnostni načrt, in potem smo v varnostnem načrtu, potem v bistvu vodja brzincev s svojimi pomočniki postavijo to varovanje, postavijo ljudi na svoje mesta, da se pač med dirko pol tam in skrbijo za varnost udeležencev, ne. Ste zdaj, bom rekel, če se vrnemo najprej na vaše začetke, ko vas je oče pelal na ogled tiste nočne hitrostne preizkušnje, pa zdaj, ko poznate že večino dirkačev, mogoče prišli spet kdaj na to željo, da bi se sami preizkusili tudi za volano ali pa mogoče kot vlogi sovoznika? Mislim, želja je, ne, samo zdaj se pa bojim, da če bi že imel, bom rekel, možnost to narediti, ne, pol glede na čase, ki bi jih najbrž postavil, ne, in če bi me kakšen sploh še imel pol resno kot direktor dirke, ne, ne vem, no, mislim, je želja, sigurno je želja, ampak precej dobro vem pač, kakšne finančne vložke morajo fantje dati v to dirkanje, da se v bistvu sploh lotijo. Mnogi v bistvu živijo za to, ne, pač, bom rekel, nimajo nič drugega okoli življenja kot dirkanja, in pač treba se v življenju odločiti, kaj je prioriteta. Trenutno sem zadovoljen s tem, da lahko opravljam vlogo športnega funkcionarja na takem nivoju, kot jo opravljam. Pa imate glede na to funkcijo, kakšno še neizpolnjeno željo? Ja, želje so, ne, zdaj recimo, če me že glih sprašujete, katera, ne, zdaj sem bil direktor, bom rekel, na nacionalni ravni, bi pa imel željo biti, na primer, direktor tudi na svetovnem nivoju, se pravi na enem VRC-ju, zdaj, če bi pa v Sloveniji, bilo pa še bolj. Bi pa vsi veseli. Če ne prej, se najbrž vidimo novembra v reliju Idrija, že kaj potekajo priprave? Trenutno, bom rekel, so neki grobi osnutki v glavah še, no. Se bo pa, bom rekel, sred leta začelo kaj bolj resno odvijati, no. Simon Primozer, hvala za obisk v našem studiu, željo, da uspešno dirigirate vseh teh 5 reljev, kjer boste direktor dirke, in pa seveda predvsem uspešno izvedbo idrijskega relja vam želim. Hvala lepa. Vam, spoštovani gledalci, pa hvala za ogled te oddaje in pa vabim tudi poslušanje ostalih pogovorov studia Idrijskih novic.